moje delo, moj posel plačal v neki malega denarja in v prekmurski gibanjici. Če zmanjka posla, če ne veš, kaj dati ljudem delati, na njivi se vedno najde delo. Jaz sem fenica besede hrana za vest. In tudi edini imamo nacionalni dan brez zavržene hrane v Evropi. 24. april, dan brez zavržene hrane. Ampak je dober, no? Ja, dobro. Ja, pač vidiš, ne? Kako ti osebno poskrbiš za to, da imaš čim manj zavržene hrane doma? Danes v podcast prihaja ženska, ki iz ostankov kruha dela cmoke zgodbo, iz presežkov idej pa projekte, ki spreminjajo družbo. Lenka Puh je socialna podjetnica, ki je tudi hkrati ena izmed gonilnih sil za slovenskim dnevom brez zavržene hrane. Če ste kdaj slišali za besedo hranozavest, je imela tudi najbrž prste vmes. Govorili bomo o tem, kako lahko krožnost postane življenjska filozofija, ne le gospodarska strategija. Lenka, dobrodošla. Dober dan, dober dan. Pogovarjala se bova danes o hrani in sicer o tem, kako hrano dojemamo, kako se o hrani sploh pogovarjamo, kako družba hrano sprejema in kaj je tvoja vloga pri tem. Jaz, ko sem gledal tvojo zgodbo, moram reči, da sem bil pač kar mal presunjen. Toliko enih stvari sem bral o Lenki Puh, kaj vse je naredila. Mene pa zanima, Lenka, kje so tvoji začetki? Kakšno je bilo tvoje otroštvo? Kaj te je sploh potisnilo v to, da si se odločila in šla spreminjati družbo, ne pa sam v službo, pa kupila vikend v Umagu? Ja, zdaj moram reči, da za mene, če se je slišal kakršenkoli Umag, morje, je to pomenilo delo na zemlji. Namreč izhajam iz družine agronomov in moj staroče je bil tudi kmet v Kosezah pri Ljubljani in cela družina Avšič je v bistvu povezana za zemljo. Tudi tisti del družine, ki je šel neko drugo izobrazbo, vojaško, pravniško in tako naprej, je v bistvu vedno imel to neko rdečo nit, da je treba v bistvu za skupnost, za narod poskrbeti. Ne? Da ta preskrba s hrano je realno to, kar se zdaj sliši, strateška stvar. Ne? Da ni strateško samo imeti ceste, industrijo, orožje, znanje, ampak da je realno hrana lahko tista stvar, na kateri lahko prvo pademo na izpitu neke trajnosti, neke vzdržnosti, odpornosti. Ja, res je. Ja. In te je pa v bistvu družina predvsem oblikovala tvoje življenjsko pot. Ja, moj prvi posel je bil to, kar zdaj počnem v smeri hranozavesti. Namreč moj staroče iz Koses je hodil v hotel v Šiški, iz Koses v Šiško po pomije. Okay. Jaz sem stara 3 leta, imam prav eno fotografijo in sem vsakič, ko smo z starim očetom pripeljala s fičkotom te pomije na kmetijo in poskrbela, takrat se je to še smel pujskom doma devati to za hrano, sem jaz z rokicami dobesedno pobrskala, če je noter kakšen beštek, vilce, žlice in to, ker seveda to ni smel pridati živalim v korito in seveda sem jaz to vestno uprala, zglancala in pripravila, da sem potem enkrat na leto nesla temu kuharju, ki je bil sigurno Prekmurec. Zakaj? Ker mi je v bistvu to moje delo, moj posel plačal v neki malega denarja in v prekmurski gibanjici. Sem mislila, da boš rekla meso iz tjunke. Ne, in da je bilo to v bistvu nek tak prvi spomin, da se da tudi z pomijami, z odpadno hrano delati neko novo vrednost. In seveda neka ta logika, da se hrane ne meče stran, je bila grajena, vedno je treba bilo vse porabiti. Tako da ta vzgoja, bom rekla, v tej agronomski družini, je mene kot podjetnico pelala, tudi čeprav sem se ukvarjala z drugimi področji, je vedno nekako bila rešilna bilka, če zmanjka posla, če ne veš, kaj dati ljudem delati, na njivi se vedno najde delo. Vedno lahko hitro zraste neka solata, ki jo lahko prodaš. Neka vrednost se najde. Kaj si pa naredila z beštekom, ko je bil noter, je bil kakšen? Ja, prodala? Ne, absolutno. Jaz sem ga nosila tja, seveda verjetno je bilo to v času inventure, tako da je bil tisti kuhar zelo vesel, da je dobil pač to nazaj in seveda sem jaz to prodala. To je bilo delo, vsako delo šteje. Tako da realno bi moj prvi mentor podjetniški je bil staroče. Še bolj je bilo pa zanimiv ta njegov brat, to je bil ta general Jak Avšič, on je bil pa mentor, ker ni imel svojih vnukov, pa je pač porabil vnuke svojih bratov pa sester in nas je vzgajal tudi v to, da moramo znati povedati, kaj mislimo, napisati.
smo mogli pisati kot otroci razne mnenja in tako naprej. In on je pa to objavljal v teh raznih časopisih, podlistkih, tam, ko se otroci oglašajo. Tako da realno imam srečo, da sem rojena v neko družino, v neko skupnost, kjer ni zmanjkalo priložnosti in da smo bili tudi nekako vzgojeni, da imamo vsi nekako pravico imeti svoje mnenje, tudi pol kasneje pri tabornikih, da smo enakovredni, enakopravni in da ni neke hierarhije. Ampak, ko se pa začne delati, ali pa to, je pa komanda, se ve, kdo je ta glavni tisti dan, kdo vodi ekipo, kdo je pa fizikalc. Tako da ta neka vzgoja je bila za mene kot podjetnico takrat dobra osnova, da sem lahko začela s podjetjem še v Jugoslaviji. Torej, tvoje prvo podjetje je bilo podjetje Jazon? Jazon Deo. To je kdaj si ga začela? Leta 89. 89. Kako, jaz sem pa rojen, to sem bil starih 8 let. V glavnem, to je bilo takrat zanimivo, ker to je bilo v tistih časih, ko je obstajala Markovičeva marka. To je tako, v bistvu, če nekdo vpraša, kaj je kot podjetnik, vem, da je obstajala Markovičeva marka, se pravi, bil kurs devize določen, ki ni valov. Se pravi, Markovičeva marka je bila toliko, tisto, kar ti pa banka kredit dala, je pa si zapisala noter svoj člen, da bo pač ne bo ta kurs, ki ga je dala vlada, ampak bo nek drug kurs, ki bo valov iz ne vem enih drugih stvari. Ne. S čim se je pa ukvarjalo podjetje? Kaj je bila tvoja dejavnost? Jazon od vsega začetka, to, kar še zdaj delamo, oskrba s pisarniškim potrošnim materialom, se pravi, bili smo na papirju, kuverte, papir, pisala, papirnica. In kako si pa prišla na to pač panogo iz kmetijstva, iz hrane? Ne, v bistvu, jaz sem Jazon Deo in čista prvi posel je bila gostilna na Bledu, še to je gostišče Pristava. V bistvu je bil čisto ta prvi posel, oziroma čista prvi posel pravzaprav je bil tekstil, sva sestro šivale te pustne maske. To so, v bistvu, tako rekla, ko smo začeli, ko sem videla začele sestro, je bilo to tako, kaj se pa babe grejo. Dobesedno. To moram reči, včasih noben ne pomisel, ampak zdaj v teh časih, ko se nekako spet to vzpostavlja med mlado generacijo, da v bistvu ta enakovrednost med spoloma, da ima lahko v bistvu res vsak priložnost si izbrati svojo kariero in delati v tej svoji karieri, ne glede na to, katerega spola je, v katero družino se je rodil. To je recimo bilo takrat mogoče bolj utipljivo, kot je bilo vmes. Zdaj pa spet to prihaja na plan. Tako nekako imamo občutek, da se res tako, ko se moda vrača, zgodovina vrača, se tudi na tem področju nekih pridobljenih pravic, spet nekaj vrača. Jaz sem takrat imela, na začetku smo imeli sestro po težavo, ker so le podjetnice. Verjamem, to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako je sploh bilo biti kot ženska podjetnica? Takrat so me zelo pogosto zamenjali za hosteso, zdaj me ne več. Grozno. Na teh poslovnih stvareh. Naslednja stvar je bila v enem obdobju, da mi podjetniki, ki smo imeli svoje podjetja, smo sedeli bolj v zadnji, ne v prvih vrstah, ker v prvih vrstah so bili menedžeri državnih podjetij, velikih podjetij, multinacionalk. Tako da sem imela eno obdobje prav pravilo, da sem prišla na kakšen dogodek, če niso dali na vse stole, vse listke, jaz sem se šla vsest direkt v prvo vrsto. Nekako simbolično, enakovredna sem. Zakaj nisem v prvi vrsti? Ja, res je. In pol, če greva kar malo času naprej, to podjetje Jazon si ti na neki točki preoblikovala v invalidsko podjetje. Ja, v bistvu je ta preoblikovanje prišlo iz praktičnega razloga, ker je težko biti delodajalec. Moj otrok je enkrat prišel iz šole v Sobjokan, ker so se pogovarjali, kdo je delodajalec, kdo je delojemalec, in so se pogovarjali, kaj biti lažji. Kar je tak učiteljica naredila neko neumno, zakaj spraševati, kaj je lažji, kaj je težji. Realno, vsak poklic, vsaka smer ima svoje prednosti in slabosti. No in seveda biti delodajalec je bilo takrat, kot tudi če danes, zelo zahtevno. Ljudje te vzamejo, da nisi ti več, nimaš človekovih pravic kot podjetnik, ampak si ti nekdo, ki odgovarjaš za vse, tvoje pravice so pa kratene, čisto kot posameznika.
To je v bistvu še danes, pa tudi takrat je bilo zelo močno to. No in seveda v tistem primeru, ko ti gledaš zaposlene, ki ne dihajo enak s podjetjem, kot bi pričakoval, glede na to, da so del ekipe, da smo zelo enakopravni, da smo taborniško organizirano podjetje. Sem v enem trenutku gledala se, pa kaj moram jaz to sodelavko tako in drugačno prenašati, sej nič ne manjka, sej bi mogli biti enakovredna meni za pridobivanje posla na trgu. In če že imam zaposlene, take, ki niso enakovredni z mano, naj bojo vsaj tisti, kateri potrebujejo neko prilagojeno delovno okolje. Tako je prišel do ideje, da smo začeli zaposlovati invalide in na začetku je bilo res prav minuta, ena oddaja, neki gluhi pek v Avstriji, ki je imel pa nek koncesionar v Sloveniji, nek zakon se je spremenil, kot da je bilo to prav skok, za katerega mi še danes ni žal. Okay. Pa jaz tudi poskušam imeti neko podjetje, pa moram reči, da se dostakrat vprašam, kako sploh funkcionira invalidsko podjetje? Je ta dejavnost lahko profitabilna? Kako v praksi to izgleda? Vsako podjetje mora ustvarjati več prihodkov, kot ima stroškov, če ne more biti trajnostno, ne more razvijati se, ne more plačevati plač, ne more investirati. Tako da na vsak način, vsaka pravna oseba mora stalno težiti k temu, da ima dobiček. Razlika je pa samo v tem, da pri tem ustvarjanju dobička, če zaposluješ ranljive skupine, ti cela družba na nek način pomaga, prispeva. Okay. Zdaj ta pomoč in prispevek ni tak, da bi ti moraš biti še vedno podjetnik, moraš biti še vedno inovator, moraš biti znajdljiv. Ker ti v bistvu prispevajo to, da lahko ta zaposlen, ki ima neko invalidnost, počasneje dela. Se pravi, ti plača družba, država, tisto, kar je on počasnejši. Še vedno moraš imeti kalkulacijo pravilno, tako kot vsako običajno podjetje. Se pravi, moraš dati več ljudi na isto delo, da je tisto delo upravljeno. Ok, zdaj smo zelo lepo pokrili nekako tvoje začetke, mal bi se pa zdaj dotaknil aktualne zadeve, ki je mini tovarna, tvoj trenuten aktualen projekt. A mi poveš malo, kako je to vse skupaj se začelo, pa me malo popelješ skozi zgodbo mini tovarne. Zdaj prvo mini tovarno smo mi predtem govorili v angleščini co-factoring. Okay. COF, krajšava. COF. Ja, zakaj? Zaradi, ker smo razmišljali o tem, če imaš neko opremo, neko tovarno, v kateri seveda zložiš neke stroje, ki si jih mogoče vsi ne moramo privoščiti, je taka mini tovarna lahko prostor, kjer nekdo, ki ima neko idejo, pride in naredi svoj prototip. Naredi svoj produkt na mini tovarni, se pravi, da se ve, da je tukaj proces že narejen, da ta produkt ima lahko neko širjenje, scaling. Se pravi, da lahko pride do potem, rečemo temu, limited edition produkciji in seveda pride produkt na trg. Zdaj seveda mini tovarna v tem slovenskem izrazu pomeni pa prav konkretna mini tovarna na hrani, ki prihaja iz krožne zgodbe hrane ne mečemo stran. Se pravi, mi smo razmišljali o tem, kako ustvariti dodano vrednost na področju, ki je družbeno zelo pomembno, da nehamo toliko proizvajati hrane, če potem tak velik procent vržemo stran. Da lahko stizga realno pravočasno, to ujamemo s neko novo kreativnostjo, z novimi tehnologijami, z novimi pristopi, sodelovalnimi poslovnimi modeli pridemo do novega produkta. No, tako da ta mini tovarna je potem prišla ven res kot projekt oziroma kot, jaz temu rečem, sodelovalni poslovni model med več partnerji. Zakaj? Zato, ker ko smo mi prvič prišli z množičnim financiranjem, da kupimo naš pomemben stroj, ki se mu reče Autoklav, smo šli na množično financiranje in je bil Lidl, ko se reče backer, se pravi prek Instagrama, LinkedIna je takoj predsednik uprave rekel, jaz hočem biti zraven. So takoj prepoznali vrednost. Prepoznal, in seveda ta naš pitch preko te objave hrane ne mečemo stran je pripeljal poleg trgovca Lidla, tudi banko, SID banko je tudi isto bekala, tudi ena zavarovalnica je bekala, seveda so bekali tudi ministri, državni sekretarji, se pravi, smo angažirali in posameznike, strokovnjake, in kmetijske, in živilske in tako naprej. Vsi so nekako se v tisti zelo kratki zgodbi, parih tednov, najdali.
Sam to se ni zgodilo tako na hitro. Ti si verjetno to že več časa ustrajala, gojila ta projekt. Ali kako se je to zgodilo? V bistvu prvič, ko smo se začeli s hrano ukvarjati, je bilo pa dobesedno to, da smo izgubili nek posel na jazanu skrbovalcu pisarn zaradi klientelizma. Okay. Imeli smo takrat 6 sodelavcev, v bistvu 6 ljudi za shizofrenijo na zaposlitveni rehabilitaciji in je bilo treba jim najti delo čez noč. In čez noč smo šli flancati buče na nivo 2-hektarsko, na roke, ne na stroj, ker če ne bi bilo prehiter fertik. In s to pridelavo buč, v 3 mesecih imaš ti pridelk, bučo, s katero stvaraš dodano vrednost, ker mi smo tisto bučo dali zraven pri nakupu 5 kartonov papirja, fotokopiran ga je dubla tista tajnica bučo, pa glih Halloween je bil pa tako naprej. Super. Tako da smo v bistvu s tem že nekako gotovili, ne samo, da so naši sodelavci bili veseli, da so dobili delo, da so vedeli, da bodo dobili zaposlitev, da bodo dobili službo, da ne bomo mi puške vrgali v koruzo, ker smo jim posel pomemben izgubili, da smo res ekipa, ki držimo skupaj, smo vzgojili tudi konkreten produkt, ki je imel ceno na trgu. Oziroma smo lahko ustvarjali prihodke. Tako, v bistvu, hitro vidiš, da je znajdljivost ene ekipe, da se lahko preživi, če seveda ni omejena z nekimi nekimi idejami. Kaj se splača, kaj se spodobi, kaj se sme, ampak je osnova preživetje. Se pravi, v bistvu neka stiska podjetja je bila povod za to, da se ta ideja mini tovarni in navezavi na hrano sploh začela. Tako. Potem je bila naslednja stvar, vzporedno je bilo tudi to, da mi zelo veliko delamo na preventivi za zdravje na delovnem mestu, se pravi ta prehranske navade, se pravi, da če ti želiš imeti zdrave delavce in kot delodajalec lahko na nek način pokažeš, kako naj spremenijo svoje navade pri prehrani, pri gibanju in tako naprej. In seveda tle smo mi začeli zajtrk na delovno mesto. Tako smo začeli delati tudi granole, ki jih prodajamo brez embalaže odvečne na kilo v infuzi. Zakaj? Zato, ker seveda vemo, da če ti kupuješ te granole v teh majhnih pakongah, pa če si zelo lačen, boš 3 zajtrki z ene škatle. Tako neka stvar je bila že takoj zraven, da želimo prispevati k spremembi odnosa do odvečne embalaže. Mi smo zelo hitro tudi vedeli, da zato rabimo to mini tovarno, da bomo vpeljali nazaj kavcijski sistem, da bomo imeli neko juhco, konzervirano na način, da bo rok trajanja malo daljši, da bo to steklen kozarc, ki se ga bo lahko vračali. V bistvu smo imeli vzgled, rečemo temu, ker smo ta mini tovarna v Domžalah, sred biotehnične fakultete, pa je blizu Kamnik, smo imeli malo vzgled, da bomo neka mala eta Kamnik. In potem to dostavljate podjetjem kot malico? Ali? Ja, v bistvu ta razvoj, kako se to dogaja okoli mini tovarne, je zelo inovacijski. Se pravi, mi trenutno nimamo samo eno pot. Naša glavna naloga je hranozavest, se pravi, da izboljšamo odnose, partnerstva, medsebojna sodelovanja, v katerokoli točko se nas postavi. Ali v primarni pridelavi, se pravi, sodelujemo z dobavitelji Lidla, Geoprodukt, Agrarija, večjimi kmetijami. Večje kmetije v naši državi so tudi Kmetijski inštitut Slovenije, je kmetija, Hmeljarski inštitut je tudi kmetija, BC Naklo je kmetija, Grm Novo mesto je kmetija, se pravi, mi pravimo, da povezujemo 5 državnih največjih kmetij, ampak iz razloga, ker v tam prihajajo tudi bodoči strokovnjaki, študentje. In tam seveda nekako tudi mi dobimo kot mini tovarna določeno znanje, ki nam ga manjka. Ker mi nismo tako profitna firma, da bi imeli lahko vedno najnovejše znanje ali pa čas to znanje dobiti. Zato smo mi neke vrste living lab. Se pravi, vi dobite presežke hrane od Lidla, naprimer, od trgovcev iz kmetij. Tudi iz kmetij. Tudi iz kmetij. In potem iz tega naredite nek uporaben produkt in v bistvu skrbite za to, da to se skupaj ostane tako nekako krožno. Tako. Mi imamo zdaj razvitih že več kot 100 produktov različnih. Tudi v naši skupini, mi temu rečemo, imamo sopodjetnike, neke vrste start-upovce, ki pridejo k nam soustvarjati te stvari. Zakaj? Ker če oni soustvarjajo in je nek produkt njihov, bodo oni kot podjetniki ta produkt bolj razvijali globalno, šli bolj na trg intenzivno, kot bi šli mi sami. Tako da v bistvu mi temu rečemo, da imamo tak kvantni pristop,
Zakaj? Ker seveda, ko smo mi začeli s tem, da se hrane ne meče stran, da je treba tudi v produkciji nekega izdelka ne imeti stranskih odpadka. Odpadko, ja. Seveda, ko se naredi recimo nek produkt in ostane nekaj, kar ne gre v ta produkt, ves čas razmišljamo, kaj s tem ostankom narediti, pa s tem ostankom in tako naprej. Tako da v tem smislu smo povezovalni in ko je bil recimo COVID, je bilo zanimivo, da smo od enega kmeta z Gorenjske, ki je imel 3 hektare solate, ki ni imel kaj, to solato distribuira kot svežo okrog. Seveda smo se postavili kot logist. Okay. Zakaj? Zato, ker seveda on ima solato, prodajajo pa samo javnim zavodom. Te so bili pa zaprti. In potem je kaj, kontaktiral vas ali kako se pa? V bistvu smo potem vsak dan slikali, koliko te solate smo prodali in so se ljudje angažirali, šole, bolnice, vrtci. Tisti, ki je bil odprt, tisti, ki je karkoli potreboval, je pomislil, da more v bistvu kupiti nekaj, kar se bo drugače podoralo. Ko mi govorimo, da se hrana ne meče stran, realno se začne na kmetiji in se konča doma. Celotna stvar je. Je pa zelo pomemben ta vloga, ki jo imajo vmes trgovci, grosisti, ta logistika, ker logistika je, v sami logistiki se tudi zgubljajo surovine oziroma hrana. Tako da mi seveda predelujemo recimo korenček, ki ga ta kmet, ekološki, ne more dati na trgovsko polico, ker je pač preveč kriv. Ampak je svež. In direkt tak korenje seveda v naši mini tovarni potrebuje več čiščenja, več rok, da pride do korenčkovih juhe. Ampak polk je korenčkovih juhe, ta juha je enak kvalitetna, kot bi bila, če bi predelovali samo raven korenček. Tako da neka ta logika je. Zdaj si že tolikrat omenila besedo hranozavest. Ja, jaz sem fenica besede hranozavest. Fantastična beseda je, tudi jaz jo imam zelo rad, zelo mi je pri srcu, pri tebi dobesedno pri srcu. Ja. A mi poveš kaj več o tej hrani? Mislim, kaj ta beseda hranozavest pomeni? Kaj tebi pomeni, kaj ne bi pomenila širše? Ja, zdaj ena stvar je zelo pomembna, da najprej povem, da smo res ena taka široka klapa, ki je v bistvu okrog sebe zbral Lidl, pa ekošole, pa potem so zraven prišle še druge organizacije, do tega, da je tu zraven sta 2 ministrstva, ki sta za to področje pa zadolžena. Tako da v bistvu ta klapa, ki sodeluje skupaj že zdaj, mislim, da kar več kot 5 let. Zdaj zadnje 3 leta je tudi 24. april slovenski dan brez zavržene hrane, nacionalni dan. In lansko leto se je ob tem nacionalnem dnevu brez zavržene hrane plasirala nova beseda hranozavest z namenom, da jo spravimo v slovar slovenskega knjižnega jezika. Kako gre? Dobro. Rekli so sicer, da prevečkrat uporablja to besedo samo aktivnosti povezavi z Lidlom. Okay. Tako da mi smo zelo za to, da čim več ljudi, zato da bojo oni strokovnjaki to zapisali v slovar. Bistvo, kar pa je pa to, da smo znali v evropskem prostoru predstaviti, da smo Slovenci na tem področju najbolj napredni, ker imamo besedo hranozavest in tudi edini imamo nacionalni dan brez zavržene hrane v Evropi. Tako, ker imamo še evropski dan, ne? Evropski dan, ja. Pa tudi svetovne. V glavnem, ni to nekaj, kar ne bi bilo, je pa res, da smo mi kot mini tovarna ob otvoritvi 1 leto predtem lončali znak mini tovarne, ki je pod cilj 12.3, pod cilj sprememba proizvodnje in potrošnje, ki govori o tem, da moramo zmanjšati odpadno hrano za 30%, da bomo s tem odpravili lakoto in ohranili okolje. Kako pa z zmanjšanjem odpadne hrane zmanjšaš lakoto? No, to je pa tista stvar, ker oni so naredili, da je to koš za smeti, in noter so dali znak od lakote, kot da bi ljudje, ki so lačni, mogli jesti smeti. In to se bilo nam zelo dober iztočnica, izziv, da smo mi dali to isti podatek, da bomo zmanjšali odpadno hrano, vendar bomo zmanjšali s tem, da bomo potencialne presežke konzervirali v kozarc. Malo ponesrečeno tole skanto za smeti, se strinjam. In mi smo v bistvu glede tega zelo dobro to pičali, če se lahko ta izraz uporabim, ker je prišlo to res na nivoj, tudi recimo minister za kmetijstvo 1 leto na sejmu Agra to kozarc in 12.3 uporabil. In moram reči, s tem, da smo pa to šli še v besedo hranozavest, da je pesmica v zadnji in da smo to v Bruslu predvsem povedali, smo
smo dobili renome, da Slovenci znamo na tem področju biti liderji, da znamo pripeljati nove prakse in da imamo znanje. In je to tudi res. Imamo in znanje za razvoj tehnologij za predelavo, imamo znanje za zbiranje podatkov, imamo dovolj raziskovalnih inštitutov, ki na tem delajo, tako da se ve, da se da iz stranskih produktov narediti tudi nove materijale, imamo papirno industrijo še vedno doživahno, imamo veliko okoljskih znanstvenikov, da lahko iz teh, glavnem, lahko smo frajeri, če smo dovolj povezani in da sodelujemo skupaj. Ja, mislim, Slovenci res znamo skupaj stopiti. Kadar je treba, res skupaj stopimo in smo res zelo močni. Ja. In res inovatorji. Te mi povej, ta 24. april, slovenski dan brez zavržene hrane, si bila tudi ti seveda prisotna pri tem, kako je sploh poteka to, da pride ena taka ideja do tega, da jo obravnavajo v parlamentu in da jo dejansko sprejmejo kot slovenski dan. Kako sploh začeti? V bistvu je ta stvar zelo tako simpatična. Vsak tak dan, ali svetovni ali nacionalni, ima v zadnji seveda neko jasno strategijo, zakaj se ga skliče in zakaj se ga praznuje. Vsaj enkrat na leto se da pozornost tej temi in to pozornost tej temi je v bistvu treba dati tako, da se tudi malo spremljajo številke, da se povečuje vedenje o teh stvareh, da se pač neka sprememba zgodi, tako kot za vsak drug praznik. Se, v bistvu tudi, ko gledaš, v kulturi so za to prazniki, vere imajo za to praznike, da pač neko stvar bolj ukoreninijo, da ji dajo pozornost. In ta napori, ki jih je začel Lidl z ekošolami in z drugimi organizacijami, že dost preden smo mi prišli zraven, je bil seveda vedno ta 24. april, dan brez zavržene hrane. To, da je pa potem država to vklicala kot nacionalni dan, je bilo pa zato, ker takrat se je delala strategija, ki imamo sprejeto za zmanjševanje viškov hrane. In ta strategija kot nacionalni dokument pomeni, da smo se zavezali, da bomo to strategijo speljali. Sigurno je, naša nacionalna strategija je povezana z evropskimi dokumenti, kar seveda pomeni, da države in politike in zakonodaja postavljajo potem tudi neko palco, kako se treba obnašati. Če si pa prej se to spremembo narediš, potem te pa to ne tepe, ko pride nekaj v zakonodajo. Se pravi, ta neka pravočasnost, da se neka sprememba zgodi, da se mi spremenimo, bo potem tista palca manj bolela, ali pa se bomo lahko izognili. Tako da to je nekak tak konsens, rečemo temu soglasje, da bomo na tem delali, vsi, kateri lahko k temu prispevamo, je tisto, zakaj pride do nacionalnega dneva. Okay. In seveda je zanimivo, da mora ta predlog priti od nekoga, ki ga potem nekdo neodvisno, tako da mislim, da je predlog prav podpisale, ki je šel do vlade, da je prvopodpisni so bile ekošole, ki seveda najbolj močno vplivajo na to, kar imajo s prihajajočimi pa generacijami opravka. In seveda je s tem prišlo do tega. Ti osebno, pusti zdaj tvoje vse aktivnosti družbene, pa to. Kako ti osebno poskrbiš za to, da imaš čim manj zavržene hrane doma? Kako se lotiš? Vse pojem, zato sem jo poznal. Ena stvar, ki je zanimiva, ki lahko povem čisto konkretno, pri nas je moj oče, ki je agronom, bi tudi vedno rekel, moja žena cel vikend kuha, pa vse zmrzovalnik poje. Zdaj, neka logika konzerviranja. Ko imaš ti svoj vrt, ko imaš ti neko pridelavo, logično imaš za sprot nekaj za pojesti, ostalo pripraviš za zimo, takrat, ko tega ne bo. Zdaj seveda mislimo, da gremo v trgovino in da tam bo vedno hrana dostopna, da bo vedno pač nekdo pripeljal to hrano z vsega konca sveta. Že pri covidu se videli, da ni tako in lahko se jutri zgodi. V mojih časih, ko sem bil otrok, so se kupovali sladkor enkrat na mesec, moka enkrat na mesec. Imel si zalogo moke, sladkorja, kvasa, ozimnico, jabolka, krompir, vse se je kupovali na ozimnico. Nisi računal, da greš v trgovino, pa vedno dobiš sveže in tako naprej. Mislim, da je to treba vedeti, da to ni tako neumen, vsaj razmisliti o tem. Se pa ti ful konzerviraš hrane?
Mislim, Imaš ozimnico? Jaz osebno nič, imam za to moža, oziroma mini tovarno. Okay. Tako da dnevno skrbim za test, kako se kupuje lahko hrana v pokušini podstrehcu, zato da prispevam, ker če že oni kuhajo na lončnico, bom jaz pač kupila tam ričat, bom šla doma ga v manjšem loncu kuhati, tako da sem, ko se reče, poskusni zajček. Je pa res to, da te viške z vrtov, oziroma to, ko enkrat predelaš, da to razdeliš med sosede, da v bistvu povabiš nekoga, če preveč skuhaš na kosilo. Ne? Tukaj se mi zdi, da imam naslednjo obdobje fokus. Ja. Fokus, ok. Ja. Lenka, dajva zdaj dati eno tako kratko sporočilo vsem, ko tole poslušajo. Kaj bi želela, da je glavna stvar, ki jo poslušalci odnesejo od najnega pogovora? Glavna stvar. Jaz se spomnim pred leti, ki je en pisal knjige o podjetništvu in podjetnosti, ne? Ja. Da je hotel mojo zgodbo v knjigi opisati, da bo šli drugi po mojih poteh, ne? In se reka, boh ne daj, ne? Ker boljše, da gre nekdo bolj naravnost, kot takole. Tako da, mislim, glavna stvar je to, no, da je lahko podjetništvo, podjetnost, inoviranje zabavno, da je absolutno, če je s tem pozitivnim pristopom tudi povezovalno, in da s to neko kreativnostjo, z nekim enakopravnostjo in tako naprej, ni nikoli nobeno delo vrženo na stran. Okay. To je mogoče tista stvar, da tudi če neki se ti prvi trenutek navidezno ne splača, se splača. Super. Ne? Jaz mislim, da je to zelo lep zaključek. Zdaj bi te pa jaz dal 5 hitrih vprašanj. Kakšen bi bil naslov tvoje avtobiografije? Mati mila, 50 odtenkov podjetnosti. 50 odtenkov, ali bi bil kar Mati mila? Trilogija bi bila to. Bo trilogija, če bo kdaj. Če bi se lahko usedla v menzi zdaj za mizo s katerokoli osebo, je to lahko živa, kakšna legenda, s kom bi se usedla na kosilo? Ta trenutek? Ja. Z Edward de Bono. Ok. Zato, ker se moram naučiti njegovih 6 klobukov. 6 klobukov, kaj že 6 klobukov? Vodenja sestankov in moram v bistvu dobro se uporabljati njegovih 6 medalj vrednosti. Ok. Katera je tvoja najmanj ljuba jed, pa zakaj? Vampi. Zakaj? Ma ne vem, kot otrok, vem sam, da me je mogel oče prijeti v šolo iskati, ker nisem pojedla vampov do konca, so me 5 ur dali tam ob tistih vampih. Verjetno je to napaka v prezentaciji. Komu si se nazadnje zlagala? O, Marija, to sem že tako stara, sem že šla čez to tapeti. Nazadnje? A všakaj, zlagala. Se lahko bele leži. Pa no, jaz sploh ne razmišljam več. Meni nič narodem povedati po resnici vse. Sploh ne, če se lažem. Wow, nikoli, bravo. Ne vem. Moram reči, da to bom pa zdaj razmišljala naslednje 3 dni. Ker moj oče je vedno govoril, da če jaz nekaj povem kot marketing, da je to laž. Ne? Ja. Ker v bistvu, če nekaj predvidevaš, da boš naredil, pa nisi še naredil, je to lahko za neko generacijo tudi izmišljotina. Zdaj... Veš, kako je marketing? Jaz tebi prodam nekaj, kar ti sploh nisi vedela, da potrebuješ. To je nekak point marketinga tudi. Ja, zdaj pa tako jazen kot oskrbovalec pisarn je znan potem, da želi, da kupci kupijo samo tisto, kar rabijo. Če ne rabijo, da vrnejo. Zakaj? Ker seveda smo mi vedno prispevali k temu, da pomagamo zniževati stroške našim strankam. Ker bolj mi da kar nagrado 20%, kot da jaz več prodam, da imam marže 20%. Okay. Ker 80% znižam strošek, on meni da samo 20% tizga. Pa zaračunim še svetovanje za zniževanje stroškov. Mislim, da bi to bilo tudi kar pametno. Svetovanje v zniževanju stroškov, oziroma to smo mi prišli toliko daleč, da imamo za to svojo valuto. Kako se imenuje? Juhca z Y pišemo. Zakaj? Zato, ker z tega, kar prispeva nekdo več, kot bi bilo njemu mogoče treba, mi spremenimo v valuto en obrok za starejšega. Bravo. Okay, in ko smo glih pri obrokih, katera je tvoja najljubša jed iz ostankov? Iz preseškov. Iz preseškov. Kruhov narastek z jabolkami.
Kruhov narastek z jabolkom. Ja. A si ga doma narediš? Ja, pa mora biti velik jabolk. Pa veliko smetane pa jajc? Ja, v bistvu nisem občutljiva na jajca pa na mlečne izdelke. Jaz si ga tudi zelo rad pripravim, pa ga pa narežem na šnite, pa popražim na putru, da je še malo hrustljav, pa da je tak res, pa še kepca sladoleda gor. Moram reči, zakaj to, ker v bistvu se toliko ukvarjamo s temi jedmi iz kruha, Ja. ker kruha je realno še vedno največ med donirano hrano. Ja. A poznaš primer iz Italije, en šef, tale Massimo Bottura, je bil včasih najboljši šef na svetu. On je naredil, oziroma skupaj so kot ekipa naredili iz ostankov kruha, so ga spremenili v drobtine, potem pa to iz tega pripravili pašto, testenine. In so to potem restauracijam prodajali testenine, narejene iz starega kruha iz drobtin. Si že slišala za to? Ne. Moram reči, da pivo vem, da se dela z kruha. Vodka oziroma Vodko šnops, tudi delamo, ja. Moram reči, da ta uporaba kruha od tega presežnega se mi zdi, da se bo s tem, ko bomo znanje izboljšali doma, zmanjšala, ker ne bomo mislili, da moramo... Ja, pa še hranjenje kruha je zanimivo. Ja. Super, Lenka. Najlepša hvala za tole. Imam pa zdaj še eno presenečenje zate. Sva v menzi. Jaz ne vem, koliko si bila ti pogosto v menzah v življenju. Jaz sem bil tako v šolah, na faksu, v službi smo imeli menzo. In imam zate eno odsvrto jed presenečenja. Zato, ker jaz sem vegetarijanc. In edina stvar, kadar ni bilo nekega dobrega vege menija, je bil vedno pohan sir. Ja. To je vedno bilo vse pa nas v menzah in zato sem se odločil, da tudi jaz pripravim eno odsvrto jed presenečenja, za katero mislim, da ne boš vedela, kaj je. Ok, to bo zdaj zahtevna naloga. Evo, Lenka, v menzi se spodobi, da dobiš hrano takole na pladnju, sicer ti ne postrežem iz prave strani, mogo bi z druge prijeti. To je odsvrta jed presenečenja. Ne še ogrizen. A te kaj spominja ta pladen, ti je nostalgičen? Ne, posoda sigurno. Posoda, tole je pa malo preveč fancy. Ja, ampak to smo imeli pri tabornikih. Ja, nič, Lenka, ne. V menzi se spodobi, da tudi kakšno, ne samo da kakšno rečem, ampak da kaj pojevam. Tole je odsvrta jed presenečenja, ustvarjena je iz presežkov ostankov hrane. Drobtine so iz starega kruha, posušeno, zmiksano in spanirano. Noter imamo pa tudi ostanek neke jedi, ki je dobila novo življenje v tej preobleki. Mogoče te navdihne, kot kaj za postrež tudi v vaših krogih. Zdaj pa prosim, ugrizen, pa mi povej, kaj si misliš. Bom s tabo, da ne boš sama, no? A si prestrašena, tako je strah? Ne, ni me strah. Ni te strah. Študiram samo, če bom okusila, kaj to je. Če bom Brez znala. brez dvoma, niti pa treba vsega pojesti. Porcije so malo večje, ker... Jaz si bom dal še malo marmelade zraven. A veš, kaj marmelade... Riž? Ja, Riž? ja, gre za ostanek riža. A ti že namignem? Čuš sam je dober. Se pravi, ja, riž, mislim. Kaj, mislim, riž? Mlečni riž, odsvrt mlečni riž. Ja. Čak, zdaj pa tole še malo marmelade. To je pa pač marmelada, seveda, iz sadja, da ga konzerviramo, da ne gre stran. Tole je tak zelo hranozavesten obrok, v bistvu, v celoti. Gre se za mlečni riž, ki je pač ostal od včeraj. Smo ga sam malce oživeli z dodatno smetano maslom. Zamrznali v ta blok, da se ga pol da spanirati in odsvrali. A se pravi, zamrzan je bil vmes. Ja, treba ga je zamrzniti, če ga ne moš še nati, da spade, pa se razleze. Nekdo, ki se izogiba sladkorju, ki je pred shujšal, ne? Joj, Lenka, ne, danes ne, To ni dober. Ne, v menzi se, ampak je dober, no? Ja, dober. Ja, pa še vidiš, ne. Odsvrt mlečni riž, jaz mislim, da je tole nekaj, kar bi, jaz v menzi nisem še nič takšnega jedel. Ampak, wow. Evo še. Še malo več marmelade. Zdaj drugače ni treba vsega pojesti, veš? Ne. Moram malo, da bom imela namesto kosila. To so te stvari, ko so meni res všeč, ko lahko res iz ostankov naredimo neko čisto novo jed. Jaz to zelo rad počnem, veš, ko si včasih skuhaš mogoče ne vem, rečemo temu en kari, pa pol naslednji dan ostane, ne vem, četrtina tega karija, pa sam malo še dodam ene par stvari, pa je to pol omaka za testenine naslednji dan, recimo, ne. Lenka, ful hvala, ko si bila gostja danes v podcastu. A imaš kakšno en stavek, eno kratko misel za vse, ki so tole gledali, kaj ne vzamejo res od tega
Kako biti hrano zavesten? Daj nam pomagi biti hrano zavesten. Med sabo se družiti, Ja. z družino, s prijatelji, upeljati nazaj skupne obroke. Skupne obroke, a ne? Skupne obroke, ja. Da se usedemo za mizo pa Prav, da je skupaj. hrana tako mingrede pojeta, ker nimamo nikoli časa. To je po mojem tiste prav, kako se reče, kdor ne dela, naj ne je. Okay. Potem ta neka logika, da se vedno po delu usede, pa nekaj poje, se pozabava. Se pravi, ta logika, čas za hrano. Čas za hrano. Ker je res tudi to del hrano zavesti, Tako, da zavedno ja. poješ en obrok. Tako. Hvala lepa. Jaz pa vas prosim, po tej epizodi, ki smo jo zdaj pogledali, tudi vi mogoče pogledate doma, koliko hrane pa res stran vržete vsak teden. Bodite malo pozorni, znate biti presenečeni, pa vržite čim manj hrane stran, bodite hrano zavestni. Se vidimo naslednjič.